Začela se je zadnja tretjina druge slovenske nogometne lige in v športnem centru Kranj sta se pomerili domača ekipa kranjskega Triglava in mestni rival Zarica. Prva priložnost na tekmi je sledila po 7 minutah in pol, ko je Bafudi z glavo poizkušal iz neposredne bližine. Vsega 25 sekund kasneje pa zadetek. Zakon bivšega je potrdil Dejan Robnik in s tem le robom ugnal vratarja Deronjo za vodstvo kranjskega Triglava z 1:0. Dolga globinska podaja v prazen prostor, nezbrana obramba Zarice ter iznajdljivi Dejan Robnik za vodstvo Triglava z 1:0. Vsega 4 minute po zadetku pa identična akcija kot v 8 minuti srečanja, le da je z glavo tokrat nenatančno meril Hajrič. V 13 minuti srečanja je bil v glavni vlogi še enkrat Bafudi, ki je preigraval na robu kazenskega prostora ter nato sprožil proti vratom Elvisa Džafića. Nato pa so na sceno stopili orli. Najprej v 24 minuti srečanja z velike oddaljenosti poizkušal Matej Poplatnik. V 36 minuti srečanja pa je še enkrat zadel še v spomladanskem delu prvenstva član Zarice Dejan Robnik, ki je bil takole hitrejši od obrambe Zarice, na koncu pa še enkrat spretnejši od vratarja Deronje za vodstvo Triglava z 2:0. Še enkrat izkušeni veteran Dejan Robnik za vodstvo Triglava z 2:0. Ko pa je tekla prva minuta sodnikovega dodatka, so Triglavani zadeli še enkrat. Za strel z roba kazenskega prostora se je odločil Rok Stokuča in orli so vodili s 3:0 ter bili na dobri poti do tretje zmage v tretjem krogu spomladanskega dela prvenstva ter njihove 4. zaporedne zmage. V drugem polčasu je tempo nato nekoliko padel in zabeležili smo 3 akcije. Najprej tale prosti strel nogometašev Triglava, nato pa napaka Momirja Bojića. Takole se je poigraval pred svojim kazenskim prostorom ter na koncu izgubil žogo, podrl Šujco, prejel rdeči karton, nogometaši Zarice pa so imeli na voljo strel z bele točke. Takole še enkrat nespretno preigravanje Momirja Bojića ob rezultatu s 3:0 pred svojim kazenskim prostorom, teatralni vložek Blaža Šujce, glavni sodnik pa je pokazal na belo točko, a junak je bil Elvis Džafić. Do konca srečanja smo zabeležili še priložnost v 76 minuti srečanja, ko je strelec tretjega Triglavovega zadetka Rok Stokuča streljal z roba kazenskega prostora, a ostalo je pri zmagi kranjskega Triglava s 3:0. S 4. zaporedno zmago, tretjo v spomladanskem delu prvenstva, so se Triglavani povzpeli na drugo mesto, kjer so zdaj točkovno izenačeni s Ptujsko Dravo. Končni rezultat mestnega derbija pa 3:0.